Ljudje in ljudine, poslušate Obot, redno že 25. epizodo prve sezone podcasta oziroma podaje, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z. Obot, orodje Belcebuba, orožje dobrega, smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp in Aljoša Harlamov. Tokrat znova z gostom, za temo, ki smo jo pripravili kar predvidljivim, pa zato ne rabite biti ravno coparnica Agnes. In sicer je z nami Andrej Starej Igre prestolov. Saj da nisem ni Ronaldišič. Ja. Predstavljalec fantazijskih bukel in pasjih pa zagatnih knjižic, stoječi komik in kralj popustov na šolske potrebščine, Boštjan Gorenc, pižama. Dober večer. Najbolj se ga najboljše spomnite iz naše božične epizode. Le odkot drugot, ja. Od takrat naprej otroci ne pišejo več božičku. Skratka, pozdravljen, Boštjan. Z nami si drugič, kar pomeni, da si se izenačil z Majo Peharc in si samo še en nastop od naziva elitnega člana podcasta Obot, s čimer si zagotoviš mesto za mizo na naših sestankih z ljudmi kuščarji in pri sestavljanju subliminalnih sporočil, ki jih vstavljamo v glasbo BTS, #Team Suga. A lahko vprašam, kaj je BTS? Kako ne veš? Sram te bo, ona Korejci, oni korejska skupina. Korejski boyband. Ja, a nisi to Večina, videl? če bi njihov CD dal v To je tako kot torbe, Tokyo ki jih Hotel, prodajaš. Ne. Ne, to je tako kot Backstreet Boys, sem da so Korejci. Ja, jaz na Colbertu sem jih videl, pa želim pozabiti. Jaz sem googlal ene 15 minut, da sem prišel do imena enega od teh ljudi. Da sem dal Suga. hashtag. Ja. Očitno. Se ne vem, če se tako Mogoče se izgovori. Šuga. Ja. Mogoče, a to je polbrat od Shug Knighta. Ne vem, kaj je to, ampak to moraš videti. Šug, nise... Ne, Shug Knight. Bomo dali kak video spot v zapiske. Če Ne, ne ne bomo bomo. ime narobe izgovoriš, Ne bomo. Sej. Ne bomo. Da je unga z Halsija, kaj je ona ženska, ti smejo šet. Okay. Ne, očitno si šel globe, ko jaz sem. Ja. That's what she said. Jaz zmer pogledam do konca zajče luknje, tako da. O moj bog. Ne. O moj bog. Alica se počuti zelo nelagodno zdaj. Ja. Tudi jaz flaško, nekaj sem to rekel. Če gremo k stvari, poslušajte torej 25. epizodo, ki jo bomo posvetili miniseriji Good Omens oziroma Dobrih znamenjih. Lahko si jo gledate na Amazonu, oziroma tisto, ki imajo BBC 2, ne vem, kdaj to je, ampak tudi BBC 2 je v koprodukciji. Ter seveda bomo govorili tudi o njeni knjižni predlogi, Dobrim znamenjem, avtorjev Terryja Pratchetta in Neila Gaimana, ki je v slovenščini šla leta 2010 pri založbi Sanje v prevodu Glej no glej, Boštjana Gorenca pižame. Kakšno neverjetno naključje, da si se ravno danes znašel v kinu Bežigrad pižama, le kdo bi to lahko predvidel? Maruča v kristalih. Maruča je gotovo videla. Ja. Mislim, da Maruča zadnje svoje stvari sploh ne razmišlja o ničemer drugem o podcastu Obot in o naših naslednjih epizodah. Lahko bi rekli, da smo svetleča zvezda na Denjevem nebu. Lepo. Žal z veseli smo, da si z nami, skratka. In hvala vsem vas, ki nas, če nas boste poslušali še naprej, ali pač, če vas te uvod ni preveč prestrašil. Tole je predzadnja epizoda letošnje sezone, oziroma bo predzadnja epizoda letošnje sezone. Ura bije 5:12, kar je znova izredno primerno naši današnji temi. In že zdaj vas vabimo k poslušanju zadnje epizode prve sezone. Sicer pa, ko enkrat prisluhnete našim žametnim glasovom, se jih tako ali tako ne znebite več iz glave. Edino zdravilo je nova epizoda. Še preden se torej lotimo pogovora o seriji in knjigi. Ali lahko sem nekaj vprašam? Žametnik, da se je to, ki se jih ne znebiš z glave, to je tako, kot te kavačke, tiste mucka, ko so že na grmovju. Až ko se ti zapleza, pa ne gre, to Nekako tak krapavo. smo, ja. Ja, Skoraj to ali pa kot komadi od BTS. hashtag obot. Skratka, še preden se lotimo pogovora, velja opozoriti, ta epizoda bo vsebovala kvarnike. Če niste gledali serije ali brali knjige, pa jo želite in mi vam to vsekakor priporočamo, nehajte poslušati na tej točki in se vrnite k epizodi, ko vam to uspe. Če pa ste že na tekočem, pa ne na alkoholu, izvolite, odprite nam vrata, da stopimo v vašo dnevno sobo in dajmo malo poklepetati. Še prej pa maestro, zakurblaj inštrumente.
Skratka, živijo, intro je vmes potekal, mi smo še malo poklepetali. Z nami je pižamc, mogoče za začetek pove, kaj počneš v lifeu ta trenutek. Ta trenutek se potim od strahu, ker poslušate to na Telovo, ne, ko množice Nemcev, Germanov, nasplošno Avstrijcev romajo proti viru svetega rešnega Jadrana. In jaz bom moral med njimi se stekati po tem Jordanu, brez Janeza Krstnika, ker imam zvečer nastop na Debelem rtiču za neko skupino otrok, ki so tam in se že zdaj me je strahno, pravzaprav, a mi bo sploh uspelo do 8 zvečer tja priti. Ampak če ne bom pa hodil po vodi. Tako da drugače pa ne vem, kaj trenutno počnem. Lotiti se moram 2 pasih mož. To gre v prevod, ravno kar sem dobil ilustracije za Farčelo Prdelo in nalušno slikanico, ki jo spet delava z Igorjem Šinkovcem. Nice. Tako da smo naredili pa še par popravkov noter, ker tako počne, ni mi rad narediti te živali z dolgo dlako, lahko napišeš, da ima kratko. Lahko, ne. Pa me najljubše tako palka pregledujem. Itak sem hotel pregledati, ker sem vedel, da rab besedilo še 2 branji, ker sem ne 2krat, ker sem tako bral otrokom na glas, nekje sem ugotovil, da se nek besede mogoče preveč blizu ponavljajo, ne, sem treba še malo prečistiti. Potem gledam ilustracije in tako čak. Tale Luna, kaj imam napisan zadnji krajec, Luna je v obliki črke D, pa samo krajec, da ne bo on še enkrat risal. Tako da to pa zaključil sem s turnejo po šolah končno. Tako, ne bomo več kvarili nedolžnih duš k branju. Šole so se skoraj da zaprle, tako da dejansko nimaš izbire. No, ampak zdaj prideš do otrok tudi prek mleka, ne? Tako je. To se ne sliši dober. Prideš do otrok prek mleka. Ja, njegove zgodbe so na embalažah mleka v Šparu. V trgovini Špar, tako. Ja, zdaj sta 2. Zdaj sta 2, pa nekaj novega še načrtujemo potem za jesen. Ok, čakaj, kaj? Brez laktoze, 1,5, 3,5? 3,5, polnomastno. Ne vem, je 3,5 ali 3,2, koliko je. Ampak je. A od mene pričakuješ mogoče lahko mleko? Ne, malo tam manj, mislim, da bo 1,5, da že cilamo to. Lahko bi naredili še eno brez laktoze, pa bi bila tudi zgodba prirejena tem. Bomo pomislili na naslednjič. Mislim, če te bom zagledal na mleku, ne pomeni, da te pogrešamo. Se ni njegova slika. Ni moja slika. To mi je zelo všeč, ker so lušne ilustracije, ker ni mojih fac posod tam, ne. So zato nekje druge. Ja, veš kaj, vegani ne vejo, kaj na teh pakih z mlekom. Ne, pa reče se projektu Pižama in mleko in je kao, da zvečer otroci spijejo kozarc mleka, pa jim prebereš prav. Kot kruh. Tako pa dejansko je še, ko sem me vabil k projektu, je bilo v redu to, da so rekli, da hoče imeti neko dobrodelno noto in se bo ob koncu projekta nek denar potem podaril izbranim osnovnim šolam za nakup novih knjig za knjižnice. Ker to je pač ena stvar, nekaj jaz tako, pa verjetno tudi Aljoša zdaj videl, tam posebno kako so dejansko določene šole, res nimajo nekega denarja za sveže knjige in potem vidiš tam knjižničarje, ki po knjižnem sejmu nabirajo knjige za 2 evra, da lahko vsaj neki šoli dajo malo sveže produkcije, ampak tudi tiste ni pa več takrat toliko sveža, ne, če je po 2 evra. In da se da možnost, da so mladi potem tudi na ta način v stiku z vsebinami, ki govorijo o njihovem tukaj in zdaj življenju. To je bil cel reklamni tekst. Tako je. Skratka, to je bila brezplačna reklama, dragi Špar. Mi smo tle, vsake torcete kupimo tudi kaj drugega, kam mleko, če hoče kdo. Evaš kartice za stobe, to. Obodova kartica. Tudi meni se zdi seveda, to je super projekt in ker smo ravno pri knjigah, recimo tudi dobra znamenja bi morala končati v marsikateri knjižnici, jaz to zelo verjamem. Predvsem mi je žal, da ni neke nove izdaje. Ja. Tukaj ne vem, sicer jaz tudi priznam, da nisem bil aktiven, da bi zdaj Roka klical na sanje, pa a bo kaj ali ne. Pa ravno včeraj sem videl, da so je Gaiman retweetal prevajalko, hrvaško, ki so pravzaprav kajal, sicer nekdo drug pred 10 leti, pa da so zdaj malo revidirali prevod in ga tudi s to naslovnico filmsko, televizijsko, da so ga izdali. Tukaj škoda, ne vem, če... Ker se bi zdi, da tudi... revidirali prevode? Ja, bi lahko bi še enkrat prebrali, ampak tudi, da ni dejansko prišlo, da bi do neke ponovne izdaje. Tako da ljudje, pejte na spletno stran Ocan, nabavite tiste par izvodov, ki jih je še gor, da pa mogoče dobimo novo. Drugač knjiga je, mislim, je originalno z 2010 prevedena, tako da...
je že kar nekaj časa. Mislim, jaz sem še dobil brez problemov v konzorciju. Tako da pa tudi na spletu, kot je Pižama omenil, pač na spletnih stranih San, še zmeraj najdete. Jaz sem na Biblusu, ne? Tudi na EU, ne? Biblusu, Sposodil. Drugače, tiskano v knjižnici pa boste v tem času, ko je serija ven prišla, potrebovali rezervacijo v večini knjižnic. Aha, pa je. Dejansko. Ja, mislim, v Šiški sem kar moral čakati. Knjižnično nadomestilo. To je zanimivo, ker to se kot založnik tudi jaz dostkrat sprašujem, pač koliko recimo serija res pripelje k temu, ne, da je knjiga znova popularna, kar smo recimo videli pri Deklini zgodbi, ker je res knjiga spet tudi precej med bralce našla zaradi serije. Ne. In tukaj jaz mislim, da je precej podobno. Še posebej, ker mislim, da bomo tudi danes dostkrat omenili, ker je serija precej natančna, verna, pač ekranizacija knjige, ker je seveda pri scenariju oziroma scenarij naredil pač eden od avtorjev, ta preživeli, skratka, Gaiman. Mogoče bi sam tukaj povedal, da jaz res nisem imel sreče z filmskimi ekranizacijami svojih prevodov, kar se tiče slovenskega trga, ki dejansko ne vem. Tako mislim, da 3 knjige, po katerih so posneli, se pravi, bil je od Boysa Milijoni, ki jih je režiral Danny Boyle je režiral mladinski film, potem smo imeli Krive so zvezde, dejansko mega hit, ki ni prišel tudi slovenska, tudi in ne Kapitan Gatnik, ker se ga pač hrvaškim telim distributerjem, ker so za celo sem pač zdaj, ne, pa se to ni tako popularno. Tako da tako se mi zdi zelo škoda, sploh kar se Kapitana Gatnika tiče, ker se mi zdi, da bi ga, pa vem, da so dejansko se delali prevodi, že nekaj, kar sem tudi sodeloval, pomagal potem pri določenih imenih, ki jih ni bilo v knjigah, da se je nekako poenotal, ampak ne vem, pač žal se niso odločili, kar je škoda, ker je risanka res dobra. Mislim, podnaslovljena je, ali bila je še vedno na HBO? To že, ampak imaš pa tudi, recimo tudi super zdaj, ker so naredili to serijo krajših, na Netflixu se pa tudi, če imate mularijo, pa če imajo radi Kapitana Gatnika, pa če vsaj za silo razumejo angleš, dajte jim to pokazati, ker je res ohranja to neko, bi rekel, pobalinskost pa igrivo z raznimi materiali in tehnikami. Ja, pa se tudi enega od njih, Jordan Peele, da glas, ne? Mislim, ker voice cast je full hud. Ja, so pač Nick Kroll je, bil, mislim, da je bil Hrupnik pa Gatnik, tako da, pa model je iz brez zoba, kaj Ed Helms, kaj, ne, je tudi noter. Tako da, je proper Helms zadeva. Pa on, kaj je že, Hart, ta mala dva, Jordan Peele pa je on Špetskahla, Matevž Mevža. Kaj se mi danes pogovarjamo že? O mleku, ne? Tam nekje smo, o laktozi. Skratka, Dobre znamenja, Good Omens je zunaj serija, sicer nek cel natančen naslov je seveda Verne in natančne prerokbe Agnes Natter Coprnice, oziroma Dobre znamenja, tako. Knjiga, jaz bom malo zdaj tako pogledal, knjiga je sicer iz leta 1990, načrtovano je bilo nadaljevanje, ki bi se imenovalo 668, The Neighbor of the Beast, kar se že sliši, pač blazno super, ampak nadaljevanje seveda ni bilo, ker je Pratchett vmes umrl. Mislim, da to ni bilo krivo. Ne, mislim, da mi je smil 20 let časa. Ja, gledaj, ravno takrat sta potla. Dejno, pižam, ravno takrat sta potla. Dramatizirajmo. Ja. Je pa tako, da zdaj le pač zunaj imate serijo, ko smo omenili na Amazonu in je pač miniserija 6 delov, čeprav zdaj jaz nisem čisto razumel, mogoče za začetek, a to misli biti dalje? Ne, to je to. To je to, kar smo dobili in tudi Gaiman je sam potrdil, da ne misli naprej dela, da to je pač bil prenos knjige, to je stvar, ki ga je prosil Terry Pratchett pred smrtjo. Da je rekel pač, da njega dejansko Terry Cole v Life-u ni nič prosil, ampak to pa je rekel, da je poskrbi, da bo prišla. Mi so sicer načrtovali tudi seveda film, ampak s Terryjem Gilliamom, ki že načrtuje 26 filmov naenkrat, pa Don Quixote prišel po 30 letih. Ampak je hud. Dober je. Pa se Don Quixote je že začel snemati prvič, mislim, ni bil dejansko on kriv, da je flopno.
mislim, da ni šel Don Quixote skozi, ampak je bilo krivo to, da so dobili dež sred puščave, kjer bi morali puščavske scene snemati. Drug dan produkcije, ali 3 dni in kar so prve dni posneli, je bilo neuporabno. Ker je vse druge barve. Pol pa so ugotovili še, da ima NATO vojaško bazo takoj poleg in da pa letala gor letajo, pa da zvok ni uporaben. Kdo je producent tega? Isti, ki je zrihtal snemanje slovenske nadaljevanke na Počku. Glavnem je. A ja, prvi pa me je še glavni igralec zbolel. No, skratka, Ja. 6 delov serije imamo. Ampak moramo povedati, zdaj, če si omenil Gilliama, da plan je bil, da ne bi bila Johnny Depp pa Robin Williams. Ne bi bila vlogi, da Williams ne bi bil. Mislim, Williams je bil skoraj, mislim, da 100% potrjen za Rafaela. Ja. Da bi bil. Williams se mi zdi, ampak Johnny Depp pa se mi Zelo mlad Johnny Depp, pred Jack Sparrow Johnny Depp. Ja, no, se to razumem. Ja, jaz to vidim. Jaz to vidim. Jaz tudi sem David Tennant, je pač mi ljub. Ja, pa da ne govorimo tudi o Šinu. Ja, tudi ne, kaj naredi. Ne, mislim, casting je perfekt. Ta dva ne znam si predstavljati, da bi lahko bilo boljše. No, ampak bo kdo povedal najprej obnovil malo zgodbo, mogoče za... Tej. Gost ima zmer gost je že pozabil že zgodbo, ker je 10 let nazaj prevajal. Tako da, kar kolega z anglistike, izvolite. To naš diplomirani batmenolog. Torej, zgodba se odvija, torej glavna junaka, da jim tu začeti, sta angel in demon, Crowley in Aziraphale, no, glavnem, ki sta že od začetka sveta, ki je bilo dobrih 4000 let nazaj, 4000 pred Kristusom. 4000 pred Kristusom. 15 čez 9. 15 čez 9. Na Zemlji. In sta tam enkrat v srednjem veku ugotovila, da njun vpliv je, mislim, vse, kar eden naredi, drugi izniči in da v bistvu bi lahko si malo pomagala. In postaneta najboljša prijatelja, na kar potem pride Antikrist in je pač cela štorija z tem, da ona dva potem probata ustaviti konec sveta in vojno med nebesi in peklom, zato ker pač ima je bolj fajn na zemlji, kot bi ima bilo zgoraj oziroma spodaj. Zdaj v seriji je še Bog prisoten, ki je narrator in je Francis McDormand, kar, ja, I guess, odlično. Če je kdo Bog, je ona. Ja. Celotna zasedba je zelo impresivna, vključno z Johnom Hammom, kot Michael, ne? Ne, Gabriel. Nadangel Gabriel. Ja. Moram sicer reči, da je meni drugi najljubši Nadangel Gabriel, ker v filmu Konstantin je bila to Tilda, ki je bila boljša. Torej, zdaj, to je nekako osnovna zgodba, ampak kar je bistvo, kar naredi vse skupaj toliko zabavno, je pa humor, ki je prisoten v vsaki vrstici teksta in v vsakem dialogu in tudi v igri in vsem ostalem. Zelo je pač tale Pratchettovski ful je teh iger z besedami, z pomeni, z simboli, ki so pač uporabljeni na nenavadne načine in zelo inovativno tudi. In pač, ne vem, če še niste brali Pratchetta, je pač najbližja primerjava temu Štoparski vodnik po galaksiji, če pa tega niste brali, pa zakaj poslušate ta podcast? Ok, bravo, Igor. Ko se reče, bodimo malo strogi. Ja, to je gest obnova, brez da nekaj zdaj spojlamo. Ful je zelo dober, meni je bil še posebej všeč tale tek na Omena na koncu z tem Antikristom, ko je deček in bi moral konec sveta narediti, ampak v bistvu bi se rajši igral s prijatelji pa imel psa. Ja, tukaj mogoče ne je treba pogledati tudi čas, v katerem je ta zgodba nastala. Nastala je konc 80-ih, takrat je Gaiman že živel v Ameriki in sta si dejansko pošiljala še diskete prav drugmu in potem pač pisala sta in pol je Pratchett je naredil, sicer pač je dokončno uredil knjigo, tako da, ampak ko so jo sprašvali, pač dejansko ni tako, da bi rekel,
aha, zdaj pa ta del je pa samo njegov, ta del je samo njegov, ampak da dejansko se prepletata na vseh točkah. In se mi zdi, da tukaj je zelo ta duh časa, takrat bil etne, ko govorimo leto 88, 89, konec hladne vojne, še zmer je bilo to, ne pač dva bloka, imamo vzhod, zahod, imamo te tajne agente in tukaj pravzaprav prijata ta navezava, ki jo tudi pol noter sicer eksplicitno omeni, med angelom in demonom, da dejansko imata ona dva, čeprav sta na nasprotnih straneh, ker sta na nekem tujem ozemlju, tako kot tuji vohuni, pač več skupnega med seboj kot s komarkoli drugim, ki je v tistem kraju in zaradi tega se splete potem to prijateljstvo ali pa mogoče še celo kaj več. In se mi zdi, da pa leta 2010, ker sem tole prevajal, se mi zdi lahko mogoče kanček zastarela okvir tematike, čeprav na drug način, ampak kot vidimo, je zdaj spet res aktualno. Znova prihaja in te neke nove formacije blokovske in kaj se bo z vsega izcimilo in da dajmo radostno gledati naprej. Se mi pa zdi, če smo že pri tem, zelo zanimivo vprašanje, pravzaprav, ko sem jaz bral to knjigo, že prvič takrat, meni se zdi zelo prečetovska. Pa dobro, jaz Gaimana sicer nisem toliko bral, priznam, da sem prebral od njega sem te ta velike stvari, ampak res se mi zdi tako prečetovska. No? In res težko ločim od, dobro, malo ima tega in mi je pa zanimiv pač ta vidik, da dva pišeta isto. Ne? To jaz si priznam, da... The Expanse. The Expanse, ja. Pač nikoli si ne znam tega dobro predstavljati, kako ta dinamika poteka. Ne, tako kot si ti rekel, pač ni neke jasne ločnice, ne, kaj je on si izmislil, kaj je on naredil, ker slogovno je meni to zelo prečeto. Ja, tukaj se vidi, da je on pač tisti, ki je na koncu potegnil čez, ne, in je verjetno več tudi v tistih pasosih, ki so bili daljši Gaimanovi, da je potem ustavljal noter neke ali svoje paneše ali dodatne neke te opombe pod črto. Jaz sem imel predvsem feeling, kao z temi ameriškimi dovtipi, kjer bi na ta ameriški veleposlani, pa kdo so Američani, pa kaj se vsem v Ameriki zgodi, pa tak naprej, to predvsem v knjigi ne presotno, da tam je mogoče Gaiman mislim, imel malo bolj tele zapiske prisotne. Ne. Ja, ne se tukaj tudi zelo dost potem glih omena noter, ne, ker prvi film se ravno konča s tem, da ameriški veleposlanik ali podpredsednik prevzame skrb za tega otroka. In tudi v bistvu diplomatska familija in vse to. Tako da zelo na to gre samo doživetje kulture, ki je pol pretiravanje tudi s tistimi zabavami in vsem tem pa je zelo Gaiman po mojem, ker Pratchett je dosti bolj na UK nacentriran. Povej nam malo, kako je bilo potem to prevajati, ker vseeno zdaj Pratchett je v angleščini zelo doživeto in težko strgaš vsebino iz kulture in jezika. Ja. Mislim, da tukaj sta bili dve poglavitni, bi rekel, neki te težki nalogi, ki sem si jo moral nekako vzpostaviti, ko sem delal prevajalsko strategijo. Prva je ravno ta, pač kako neke te zelo britansko specifično kulturne elemente predstaviti v slovenski prevod, druga je bila pa potem ta knjiga v knjigi, ne, te verne prerokbe in ta stara angleščina, ki je noter pač King James English, pa še mogoče mečkan dodatno parodirana. In zdaj pri prvi sem se nekako znajdel, ko sem si rekel, da glede na to, da je ta knjiga že tako polna nekih opomb pod črto, kjer Pratchett, mislim, da to bolj Pratchettovo maslo, kot Gaimanovo določene stvari razlaga skozi šale. Sem rekel, kaj pa, če bi se jaz tudi kot prevajalec lahko potem to prvoščil tukaj na tej točki, tako da sem pri tistih najbolj, bi rekel, kulturno pogojenih in pa seveda tudi pri določenih citatih, recimo odločil sem se, da citate iz Queenov, ki jih je polno, da jih pustim v izvirniku, ker tako jih bodo ljudje prepoznali, jih pa pod črto prevedem ravno zaradi tega, da pa vidijo, kaj točno je tisto, kar Freddy poje. Pa imena, recimo, ker pač tukaj ne moreš v samem tekstu, se mi zdi, pač, ker je res tako umeščen v Veliko Britanijo, da ne moreš si prvoščati, da bi imena prevajal. Ampak imajo pa vseeno neko pač ta pomenski naboj in je fino, da tisti, ki berejo, pa vseeno izvejo, kaj pomenijo. Te Agnes Nutter, ki je zmešana neška, ali kako že trčena neška, mislim, da. In tako da prej do v njih 4 drugih jezdecev apokalipse in tako naprej. Da ne butajo tako ven te opombe, kot bi v kakšni drugi knjigi, in potem sem se
tudi nekako potrudil, da če sem že prevedel, če sem že uporabil pombo, da sem potem tudi kakšen šaljiv tip dodal še sam, ne, da ostaje v tem duhu, da niso golo informativne narave, ampak da se tudi malo zahakljaš zraven, pri čemer se ti podrazno ne skušam domišljati, da dosegam ravni prečetove. Pri jeziku, ne, tiste je bila pa ta druga, potem zelo taka zabavna stvar je pa to, pač kakšen bi bil ta jezik in ne vem, po dolgem iskanju brskanju sem se odločil, da bo šlo za neko mešanico, rekel, te reformacijske slovenščine s rahlim pridihom mogoče kakšnih sodobnih noter, ne, ali pa tudi kakšnih pa še dodatno postarenih besed. In sem v te namene sem potem bral in neke časnike slovenske, tam sicer iz začetka 19. stoletja, kjer so vseeno še uporabljali bohoričico, knjige starejše, itak sem uporabljal Dalmatinov prevod Biblije za prevod teh citatov, ki jih imajo noter, potem pisal in dejansko sem postal tekoče berem in pišem bohoričico, no. Zaradi tega prevoda. Ne. To je super znanje, sploh v letu 2019, ker koliko ljudi je, ki lahko to reče. Ja, glej, ne znaš Excela, znaš pa bohoričico. Ja, zdi kar dobra menjava. Ja, ne, in so potem noter od teh raznih, sploh, ko se on te citira stare Biblije, ne, ko je ta buggery tol, ki pač pes naj plenta vse skupaj vrh glave, imam tega stavljanja, mojster Bilton jem pridanič, mojster Skaks pa škrtljiva klama južnakarska. Povem vam, da bi vsaki, kateri količkaj zdrave pameti ima na tak dan zunaj bi in v solčavi užival, ne pa da cel ljubi dan v tej zatohli delavnici pri gospej naši tiči. In tako naprej. In tle sem se pa recimo tudi še dosti igral s tem, da ne vem, kako patinizirati to besedilo, da sem uporabljal nemško skladno. Mislim, da sem celo nekako skušal si pač nemške neke modalne glagole, pa jih potem dobesedno prevajal v slovenščino, pa glagole na koncu, da jo ne tako kot pač, da je neka ta skladna, ki je tuja sodobnemu ušesu, je bila pa takrat prisotna. Tako da, to delamo prevajalci. Praskamo se po jajcih, pa beremo stare knjige. Evo, jaz imam pa eno vprašanje, zdaj prevajalsko. Meni se pa poraja nebisko, torej Good Omens, ne, pa prevod Dobra znamenja, pa sem na plaži, takole mi se utrne, zakaj pa ni Dobre zlohutnje? Dobre zlohutnje, ali pa kaj tega, ne? Ja. Veš, ko Omen ima taki... Ja, Omens, dejansko je bilo tle v temu... Dejansko za prevod ime je bilo polno nekih variant, ki smo jih iskali, ampak smo se na koncu, je bil nekak ta konsens, pa tudi rodniški, pa med malo, da pustimo kar znamenja, da bojo, ker pač pri Good Omens je vseeno to, da imaš pač Omen, dejansko te potem tudi je to kulturno prisotna beseda tam, da takoj dobiš asociacije, ne, pri nas, evo, glih te, ne, zlohutnje. Ja, pardon, ja, zlohutnje, ne, je pa že tako, ne, pa ker tudi ni nujno, ne, pa že to zlomaš noter, ne, ker je pač, glede na to je dobra, je fino, da vsem ti smal, čeprav ima negativni prizven, da ne zveni že takoj na prvo žogo kot nekaj zlobnega, ne. Ja, večinoma se Omen prevaja kot znamenje, ne? Zdaj, da je nekaj znamenje slabe usode ali karkoli. Čeprav je razlika, ne, pač Omen je res neka tak, pa tudi včasih... Ker se mi zdi ravno to s temi slutnjami, ne, slutne bolj nekaj, kar ti slutne neki v tep, ne, medtem ko znamenje pa nekaj, kar vidiš. Ja. Ok, samo tako. Ja, to je ta razlika med The Black Cat pa med Telltale Heart, ne. No, skratka, in treba je reči, da je pač serija res tako pač, da je zelo poskrbel za to, da se drži zelo natančno knjige in da nikjer blazno ne varira. S čimer imam jaz sicer tudi kakšno pripombo negativno, ker se mi zdi, da ene stvari... Čeprav ne ravno tega, da se niso držali knjige, no, ampak se mi zdi, da pri enih zadevah pač ni to, ker recimo v knjigi so meni bili zelo všeč ti jezdeci, ne, 4 jezdeci, ki jaz mislim, da v seriji so zelo tako precej preveč obrobni, čeprav jih skušajo nekako kot neke... Pa tudi ta mali, ne, oziroma grupa tisti, ne, so tako zelo...
hitro popucanje, opravljeni. Medtem ko knjigi mislim, da imaš predvsem popravka, je dosti bolj gajsna, meni v knjig, medtem ko tukaj pa je tako, usta mi zavezo in, mislim, tako zelo hitro jih spakirajo, v nek paketek, prebavljiv. Ja, mislim, da prav zdi se, kot da so se avtorji toliko zaljubili v te dva Tenanta in Sheena, da je zgolj na njima pol fokus, da v bistvu vsi ostali so povsem stranski. Kljub temu, da so ključni za dogodke, pač so v končni fazi, je Antikrist vseeno zelo pomemben lik. V končni fazi, res. Podarek na končni fazi. Sta ona dva vseeno toliko v spredju, da pač ni več. Pa mislim, čeprav v seriji je to meni tudi malo vprašanje, dobro, igralskega kadra na ta način, da sta pač Tenant in Sheen pač amazing. Če bi sam una dva bila skos, pa se sam pogovarjala, to bi bilo to. Sploh ne brabo več. Ham pride vsake tok cajta. Sploh ne brabo, veš, tiste neke štorije, pa unih dveh zaljubljencev, pač pa te Anathema, ker pač tista vsa ta štorija mi sploh ni bila toliko zanimiva. Pustimo zdaj še, ne smemo pustiti, ampak feministični vidik tega, da obe ženske pristaneta na dva totalna loleka, tako da je to malo sumljivo, kar mislim, da sta Gaiman Pratchett pač tle neke svoje zasebne stvari s čimer imamo pač vsi geeki in piflari probleme, ampak pač tle... You're talking about Tyrion? You're talking about Sam the Slayer? Skratka, tle imamo malo tako, ampak pač ona dva res nosta serijo, tle se pač ni za zajebavati, ker sta res neverjetna. In jaz moram tudi reči, da recimo Sheena jaz prej nisem toliko neki blazno v tej seriji, pa ne, pač nisem mi zdel. Cool. Mislim, da je cool, se zmeraj bil je v Wonderworldu, je bil super. Vampiri Volkodlaki scena, bil je Nixon Frost. Pa mogoče njegova najboljša vloga doslej, pač do tega 7 Days in Hell. Ne poznate 7 Days in Hell. Kit Harington pa Andy Samberg, ki pač kao kvazi dokumentarec I don't want it. Kvazi dokumentarec o tekmi, o meču, ki je trajal 7 dni v Wimbledonu, ki se ni in ni končal. Tenis, in Andy Samberg je pač ta bad boy tenisa, Kit Harington igra enega čist poštirkanga, tam kaj od mame in skozi govori indubidabli. In tukaj pač Sheen igra enega tega slizi voditla neke športne vdaje, ker začetku 80-ih on ni tako skozi skadi, pa tega Kita Haringtona malo po kolenih šlata in je tako pa brada, tako genialna vloga. Res, če niste to pogledajte, tudi v Glavah smo govorili o tem. Mislim, da je 40 minut je film. Zelo kratka zadeva. Je pa to ista ekipca, ki je pa naredila še Tour de Pharmacy, ki je pa o fikcijski pač kolesarski pentli po Franciji, kjer itak vsi odpadajo zaradi dopinga. Ampak recimo, kaj pa Masters of Sex? Masters of Sex je tudi super. Jaz sem gledal tudi priznam, da ne, čeprav vsi hvalijo. Prvo sezono sem gledal v redu, bolj pa je bilo in kot drugih serij, ki so me bolj pritegnile. Se bo rekel, špaka vladaš, ni treba. Skratka, tam on igra naslovnega, pač dr. Williama Mastersa. Ampak ona soigralka je še ful boljša, katera je že Rashida Jones ali je, ne, na drugem. Moment. Lizzie Kaplan? Lizzie Kaplan, ona je še boljša. Ona je super. Noben se ne pritožuje. Meni se zdi, če gledamo kaj je ena stvar, pa zdaj to, da kako sta ona dva postavljena v spredje, ena stvar, ki mogoče jo je treba vzeti za kup, ki lahko koga odvrne, se mi tudi zdi, je to pač, da se moramo zavedati, da gre za predelavo literarne predloge. In da bomo imeli noter dolge pasuse, naracije, nekih teh komentarjev, ekspozicija je tudi doskrat, je kar lepo jo Bog pove po svoje in pač, mogoče zaradi tega tudi kje, mogoče ritem kanček zapeš, ali pa se ti zdi, ali se to bi pa lahko pokazali, ampak obenem glede na to, pač, da je zamejeno na 6 ur, se mi zdi, da potem v končni fazi čist funkcionira. Sploh tudi te, ki je zelo lepo
podložijo pa ne z ne vem koliko temi dodatnimi posnetki, ne, že recimo tisto, kar razlaga v tej filozofski debati, koliko angelov lahko pleše na konici buce, kjer imaš te demone, kjer je bilo bojda, kot sem bral, kaj Gaiman je objavil posnetek snemanja tega, samo pred green screenom mi rekel, pač tukaj imate zdaj to bucko in dajte čim bolj slabo disco dance, čim bolj bedno plešite, ne pa do tega doma kašina, neka tiste ples iz 19. stoletja, ker ti se pa izraz gole radosti na obrazu. Tisti plesni, pa vse te zgodovinske, ko kaže ni od vas, so briljantne. No. Tisto pri Shakespeareu, recimo, ki imajo debato, kdo bo to gledal Hamleta. Nasploh se mi zdi, da so v bistvu zelo vestno prenesli tole ekspozicijo noter v film. Edino ena stvar mi je pa všla, ki je pa direktni prebijanje četrtega zida, ki se v bistvu oba dva avtorja obrneta, pa vprašata publiko, kaj pa si vi mislite, kaj DTB počne, ne? Se v tem je isto, mislim tako, zdaj goji tropske ribe, ne, mislim, vaša domišljija, ne, špila, ne, se mi pa zdi res taka, knjigo moraš prebrati, da sploh dobiš ta jok, ne, da to na platno po moje ne funkcionira. Meni je delovalo. Ne, pa ni bilo. Kje je bilo? Seveda je bilo. Se Bog pove, kar predstavite si. Ja, Bog pove. Radi bi vam rekli, da ima Kako smo ti gledali prvi del? Drugače, jaz moram reči, jaz sem imel malo težave. Priznam, da tudi jaz pač s to naracijo. In prvi del mene ni posebej potegnil, šele z drugim delom je tako, super, to pa bo. Pa pride tretji del, ne, s to zgodovino njunga odnosa. To je tudi noro, pravzaprav, če gledaš te neka produkcijske vrednote, koliko je bilo narejene, koliko je od križanja do že prej tega rajskega vrta. Pa malo so tudi updatali podlago, to mi je bilo tudi všeč, nekaj Gaiman vstavo not, da je pač Crowley izumil selfie, recimo. To lepa. Se to Gaiman zna, tudi v ameriških bogovih se ful pozna. Že, mislim, da smo na glavah imeli to debato, tale Tehnoboj, je tam v knjigi zavaljen tip, tako so bili geeki v 90-ih in obseden s kompi, tukaj pa Vejpa. Mislim, to, da povemo, da Vejpa. Tudi se recimo, če smo pri teh dodatnih šalih, recimo jaz sem tole malo bral, ta scriptbook, tukaj vi ne vidite, jaz sem se oborožil, ker sem pač fan in mi je bilo všeč, neko bom TV Companion, kjer je pač slike iza prizore, iz zakulisja, opise likov, kaj igralci menijo njih in tako naprej. In pa scriptbook, ki je pa dejansko knjiga, kjer imaš scenarije, kakršni so bili, ko so začeli snemati. In tudi Paul Gaiman je napisal predgovor, prav takrat, prav 4 deli so zmontirani, čakamo še 2, tudi jaz še ne vem, kako bo izgledal, in opisuje, kakšni so bili te neki začetki. Dejansko pa, ko bereš, vidiš, da tistka nekdo kliče zaradi prerokb, pa to je bilo mišljeno na začetku, na samem začetku, da se bo zgodilo do tega, da prav pokaže, kako Crowley upade v ta BT Tower in uniči te zveze, da vsem odpovejo te mobilniki, ampak bolj, kot smo gledali, kot smo sprobavali stvari, se je končalo tam, pač se je začelo tam, točno tam kot v knjigi. In recimo, noč so tudi super, ker tako, recimo njegovo vadidaskalje. The plants are terrified. No, I don't know how we show this on television either. In pa še ena stvar, ki je noter, ki smo menjali, 4 jezdece apokalipse, teh The Other 4 Riders of Apocalypse, jih ni noter. In je pa dejansko bil napisan scenarij tudi za njih, ampak ker so dobili po prvih sestankih, pač treba izkrajšati, ni budžeta, toliko so bili oni prvi, ki so šli, ampak je vseeno potem noter je ohranjeno. So te scenariji, kjer se dejansko vidi tam, ki se srečajo s temi, ki se srečajo, te 4 jezdeci v lokalu, kjer smrt igra na videoigrco, pač je dejansko daljši prizor, kjer se noter vojne, lakote in vse to. In imamo tudi en lušten prizor, ki se oni vozijo in si izmišljujejo imena. Ta imena so drugačna. Izvini, tako da jaz sem tukaj, da sem sprijel in bomo zdaj takole uprizorili. Uprizorili bomo
pogovor med temi štirimi, se pravi exterior, jaz se prečujemo bo v angleščini, nismo upisani v razvit medijev, tako da je vseeno, če imamo greš tako. Se pravi, motorbikes driving in the storm down an empty motorway. We hear the roar of engines and the storm and they come. In the front is death, then war, then famine, then moments later pollution. And then it gets quiet, unearthly quiet. And riding together behind the four horsemen are the four Hell's Angels. They're wearing the kinds of helmets that don't have visors. In njihova imena originala so Pigbog, Skaz, Greaser in Big Ted. In dramatizacija. It's gone all quiet. Pigbog, can you hear me? Of course I can hear you. Greaser, can you hear me? Of course I can. Big Ted, can you... Yes! It's quiet. I can hear that it's quiet. Why is it quiet then? How can we hear each other? That's just weird. I think it's because we are mystical beings, because we are now the other four horsemen. Bikers! The other four bikers of the Recopalypse. So what are we then? There famine and war and pollution and death? I am war. You can't be war, Big Ted. She's already war. Pick something else. I'm grievous bodily harm. GBH, GBH. Can I be embarrassing personal problems? Ne, in potem je noter, so dejansko hotel pripovedovalca narediti, kako črta imena, ne, njihova. In jih piše, ne, in so se pravi, ne, da je the grievous body harm, embarrassing personal problems, Greaser and Pigbog riding towards Statfield and the apocalypse. Again, wind and bike noise. The four horsemen riding. They seem less human now. Their helmets are full face, but eyes burn like lights behind them. Then quiet. I'll be cruelty to animals. I'll be people taking selfies. People taking selfies? You can't be people taking selfies. What kind of a biker of the Repocalypse is people taking bleeding selfies? Here, I want to change mine. Can I be things not working properly even after you thump them? Yeah, all right, but you can't be people taking selfies. Then I want to be really cool people. Really cool people? Yeah, I hate them. I'm so post-hipster I don't even use apps anymore, and I drink beer with no alcohol in it. I bloody like the alcohol. Nobody drinks lager for the taste. Can I change again? I could be no alcohol lager. No, you can't. You've already changed once. I don't see why he can be really cool people and I can be no alcohol. Shut it. To je the best. Dobra izbira, jaz imam res rad no alkohol lager. Ja, to obdržite, to je za spomin. Ja, jaz tudi mislim, da si Pižam s tole kar zelo premislil, komu si kaj dal. Nekaj se videl, kdo pizdi nad ljudmi, ki so post-hipster. To je bilo mišljeno, da nad samim sabo. Po tej sceni sem se na plaži tako smejal, folk me sem blesal v lidu. Jaz sem se prav mogel vstati, ta tako bolana, dober. Super. Ja. Kje smo bili? Ja, skratka, mogoče še ena stvar, pri teh, jaz sem se pogovarjal s prijateljem Sašem Dornikom, sicer grafičnim oblikovalcem in vopče velikim človekom. Je rekel, da njega pa me zanima, kako je vam to zdaj, ker meni se tudi malo stina, da ga je zelo razočaral tist CGI od Satana na koncu. Da je bil tako ful tak igričas, da je preveč videogame se mu zdel znotraj tega, kar je dosti realistično bilo prikazano. Jaz imam pa feeling, da v bistvu nasploh CGI ni bil zdaj, ne vem, tam gor, pa vem, da bi ga bili sposobni tam potisniti, ampak da... Vse to tudi ni bil Bran, ki laufa po strehah zimišča. Ja, tudi, okej. Ne, nasploh se mi zdi, da serija spostavlja zelo hitro neko določeno estetiko, ne, in so se tega držali kot pijan z plota, ne. Zraven uvodne špice, pa potem že naprimer, ko Crowley tamle prestrašil onga z paintballom, ne, je bil CGI malo šokanten, ampak igriv, ne, se mi zdi, da so v bistvu potem tudi Satana bolj igrivo uporabili, tako da niso šli na realizem, kao da bi zdaj ne vem koliko milijončko noter vrgli, ampak da je bolj tako, no. Jaz sem imel taki feeling, tako da me nim zmotil niti, no. Jaz tudi moram reči, da sme tisti sploh ni nekaj. Ampak kaj je bil to Benedict? Ja, mislim, meni se je to zdelo malo lepo, tako vidiš napisano Benedict Cumberbatch je Satan. Dva stavka. Pa ful so ga imeli tudi v trailerih, ne, ta prizor, mislim, da bo zelo, kar ga. Ja, tudi potem, mislim, Tina je gledala pred mano, ne, pa rekla Benedict Cumberbatch, ne, to so, okej, počakajmo, da vidimo, pa tako reče,
drugem delu, kdaj bo zdaj? What did you say? Kao, ne? Ja, to, dobro. Mislim, nič tazga. Ja, ne zdi se mi za to poking the soul. Pa ta zaključek, no, meni je bilo luštno to, kar so dodali. To pol, kar je v knjigi, ne se pač konča, ko ona dva tam zdita, kaj bo, ne, verjetno bomo morala malo odgovarjati birokratom, ki so pač izkoristili to, da so poleg peklenščkov, ki so tudi v knjigi imeli tukaj izpostavljeno malo to hierarhijo. In tukaj mogoče ena ta zanimivost je, ki je tudi Gaiman omen, pač, da te angele, da sta ona dva imela za nadaljevanje, ne, da pač takrat, ko sta se menila, da bosta neki ustvarjala v to smer, da so ti angeli nastali in jih je on pa potegnil iz teh zapiskov. Da so bili že dejansko tudi okarakterizirani na nek ta način. Ne, meni je bilo to všeč, ja, mislim, tak lušen addendum, no? Čist fajn. Pa ta classical switcheroo. Ja, the good old switcheroo, ja. Všeč me je tudi v bistvu tale joke, ki so ga prej spostavili, kako se že temu reče, v bistvu pištola, ki jo nastaviš v sobi, imaš da ponucaš, Čehova, ne. Ker ta holy water, ne, ki je bilo ponucana v bistvu v knjigi zgolj enkrat, je potem tle še v bistvu z zasukom še enkrat uporabljena. Sploh zato, ker tam veš skozi feeling, da ima on počasi zga konc, ne. Da on hoče samomor narediti, da tudi Aziraphale misel v to smer, ne. On se hoče pripraviti na najhujše, res. Ampak ne, Crowley je bolj prebrisan. Ja, je pa s tem dodatkom pač na koncu povsem jasno, ne, da je fokus na njima, ne, da je pač fokus na njunem razmerju in ne tok na sami štori. Ne, pa tudi se mi zdi, da v bistvu ostalim likom daš več šanse, torej in Gabrielu, ki v bistvu skoraj da neprisotno razmerje v vrstici, Belzebub, pa še Michael, ki tam le kliče dol v peklo, pa ne vem, kaj levo desno, pa Lifra svetovoda. Mislim, ja, mogoče pač je to fora vizualnega medija, pač tle imamo znane igralce, dajmo jim več minutaže, zato da pač folk bolj pokupi, ne, in pa se mi zdi, da so glih prav ponucali pa na prav način za ta medij, ne. No, mislim, bolj bi lahko tudi Benedikt tudi imel več. Ma ne, lej, on je itak zdaj od Smoga naprej, Novi Johnny Depp? Ne, mislim, se pravim, edino od serije me moti to, da mogoče kao glih malo premalo zmanjka za kao Antikrista, ne? Pa za njegovo pajdaško skupinco, ne? No, mislim, jaz bi si malo bolj želel, da tam bolj razložijo, kaj točno se zgodi z Atlantido, pa Tibetanci, ki komele. Kaj se z njimi zgodi, ker pač naenkrat se neha ukvarjati z njimi, ker so dober joke bili in to, ne. Pa to, kakih v seriji tam uporabi pol tista dva Tibetanca, ki sta tako, kaj se zgodi, to je genialno. Ne, je pa meni všeč, ko smo ravno v prejšnji epizodi se pogovarjali recimo o Brightburnu, pa tem, kako nekdo se spremeni v zlobneža, ne, recimo, mi je bilo to všeč pri Adamu oziroma pri Antikristu, ne, ker v bistvu on ni zloben, ne, nič ga ne downloada, on pač dobi s tistim psom, se mu prebudijo te moči, on se jih niti ne zaveda dober, predvsem je pa otrok, no, pač, ki bi rad uveljavil svojo voljo in kar se mi je zdelo pač the best je pač to, ne, da on želi pač uveljaviti svojo voljo zato, ker smo odrasli vse zajebali, ker to je, on je pač ta otrok, pač kaj so že mladi proti podnebnim spremembam. Ja, če bi oni imeli super moči. On tlej tu, no, veš, otrok je bil enkrat na predavanju Antona Komata. Ja, in pač si misli pač, fuck off, ne, zafrkn ste, jaz bom pa popravil, ne, jaz bom pa rebootal zemljo, ne. Ja. To je poanta, ni on zloben, ne, ni on, da bi se on zbudil, pa zdaj pa jaz hočem večno temo in ne vem kaj, ne. No, čeprav gre včas, mislim. Ja, ampak pač to je pač otroška trma, ne, pač on se odloči, ne vidi celotne slike kot otroki, njemu se zdi, se bomo to, ne, tukaj mogoče tudi ena ta, ker mislim, da je tudi to preče tu že kdaj je bila, da je pač, da te želje so najbolj nevarne, če se uresničijo, ne, da imaš nek dober namen z neko željo, ki jo boš nekemu bitju, ali pa v tem primeru si pač sam, ker imaš to moč, da bi jo ustvaril, ne, pač se ne izteče ravno tako nujno, ne. Kot bi bilo, recimo to temo prečet zelo v Eriku, ne, če ste brali, ker je tak kratek romanček je po Faustu, je narejen, kjer imaš nekega mladega čarovnika, ki po nesreči prikliče Rinsvinda in Lagič k sebi in ima pač 3 želje, ne, želi, da se mu resničijo in so, da bi živel na vekoma in pač večno živel, da bi spoznal najlepšo žensko na svetu,
pa da bi ga častili po božji, neki na to varianto. In potem ne vem, kako je točno vrstni red. Enkrat se znajde v Discworld verziji 3, kjer spozna to Heleno, ki je ampak je že 20 let poročena, ampak ima 8 otrok. Pač to, da bi živel za vekoma, je pač na vekoma pač se pojavlja na začetku stvarjenja, se pojavijo, ne, in zdaj boš res živel vse čase, pa da bi ga častili po božje. Mislim, da je neka taka že v glavnem se pa znajde v neki variaciji teh azteških plemen, kjer ga vsi pričakujejo, ko jim ga častijo, ker vejo, pač so prerokbe bile, da ko bo prišel, ga bojo žrtvovali, in bo vse v redu. Ne, to ni preveč, kdo je imel tisto klažo, pač želim si mir na svetu. In cel svet vse drugo zgine, sama tišina. Ni več. Ja, nevarno so želje ljudje, nisi želeti stvari. Ja. Življenje brez želja je izpolnjeno življenje. To si zapišite, to je 13. pravilo. Ker ko si ničesar več ne želiš, je vseeno tudi, če se držiš sključeno in če je tvoja soba razmetana. Tudi to bi lahko dali na kartone mleka. To je novitka od jastogov. Skratka, skratka, priporočamo vsi, ali kaj? Ja, absolutno. To še kakšne blazne bistvo tak je, če najbrž ste že pogledali Černobil in gledate Deklino zgodbo mogoče in ne si želi rezati, pogledajte Good Omens, pa boste boljše volje. Svet je lahko tudi lep in zabaven in ne rabi ga biti konec. Ne, totalno. Mislim, da je to ena lepa linija angliškega humorja, ki ga včasih pogrešiš, zato ker ga tako malo pride ven na ekrane. Mislim, veš, Monty Python vse nažereš, pa Douglas Adams imaš samo za drobce, tako naprej, ampak tole pa res bomba. Jaz bi se želel zgolj več, kaki del, 2, mogoče več, da se čist malo še veš, potegne, ampak vse, verjamem, mislim, v knjigi, če jo prebereš sporedno, se nimaš. Ampak knjiga je še boljša, Ja, valjda zaradi sloga, pa zaradi vseh tistih gagov, ki pač ne moreš dati, ker je pač full teh jokov. Meni je eden najljubših je pač, da je Crowley izumil, da je on naredil Manchester, pač on se je naredil Manchestra. In to se mi zdi tako, valjda, pa so to musko, ki ima Manchester, absolutno. Ta bila super, Definitivno. Jaz, če bi si želel, dajte nam narediti Crowley pa Aziraphale, pa še nek bro comedy ali pa kaj takega. Ker recimo ne vsi ti prizori pravzaprav, ki so bili na začetku 3. dela, so vzpostavljeni za nadaljevanko, so bili na novo napisani in je super. To, kar smo si rekli, ta kemija med njima, kako subtilno Shin igra, kako on preigrava ta neka čustva, ki so doskrat v nasprotju sama sabo, ki ne ve zdaj, kako bi odreagiral. Noro, pa sploh pa, ne vem, gledati Tenanta, potem ne vem, če si ga nazadnje gledal v kempingu. Ste gledali? To je ta Britanka, kjer je že naredila serijo. Dana je bila podproducentka ameriške verzije, kjer igra pa enega zelo tako submisivnega moža, tak geeki modelček, čist miren, z neko bradico. Takoj. Tukaj za pravice, kako uživa, kako ta neka energija brizga iz njega, prav paše mu ta. Se mi zdi, da to je pač tisto, kar je že pokazal Dr. Who, ampak navit na 11. Ja, pač on res zna tako odigrati te neke malo weird, malo pa zelo simpatični like. In pač meni je tudi zelo všeč, pa kar je tudi v knjigi prisotno, da nista črno-bela, da ni angel zdaj samo dober in da ni on samo zloben, ampak da se nekako korespondirate med sabo in da je pač med njima se vidi, kako je pač spreminja to prijateljstvo. Ona dva sta dol, pač ona dva sta nizko na neki lestvici. Ona dva sta ta pač Diatlov sam z moralno schemo vzad. Pač agenta na terenu, pač jebat ga, in pač na terenu je nekaj drugega, kot pa v nebesi, kjer je totalno neka birokracija in Sounds of Music. Mislim, da Hastro dobro opiše Human Local, veš, predolgo že Human Local, to da je on tako pozdravi začal, pa reče, koh spodiče spločal, pomeni, to je neka italijanska hrana. Deep cover, ki si enkrat noter, ki greš preveč. To je že skoraj tako, kaj je bil Manzukas v Brooklyn Nine-Nine.
Jaz sem res, ker Manzuka sem izmeril sam Derek, odkar je bil pa Good Place, on je Derek za me. Tako da ocena Good Omens 6,66, ker višji ne kažejo. Dotlej grejo aparature. Ja, fajn. Not bad. Right. Skratka, poglejte, preberite in... Pejte v knjižnico, če že ne boste kot pejte v knjižnico. Ja, pa v kateremkoli vrstnem redu deluje. Ni, da zdaj vam bo karkoli pokvarilo užitek pri drugem. In pa če si tako na ta način, tudi recimo prej, ki si omenil, pa ki smo omenjali Štoparski vodnik, recimo predstavljam, ne? Recimo eno serijo. Tako da bi znala na nek tak način ujeti duha serije. Ker za film smo videli preveč, ne, štofa, pa mogoče se zaradi mene tudi ni treba vseh knjig, ne, lahko se nekje mislim, da po četrti tisti po originalnem ustavijo, ne, polje še kar neki dodatki in tako ni treba. Skratka, to je to. Pa kaj smo pa Adamsu, jaz še zdaj nisem gledal Gentlya tega na Netflixu. Zakaj? Ne, jaz tudi nisem gledal. Ker mi kaj so kar pohvalili, nisem pa še tako cel tam bilo. Jaz sem to tudi slišal. Drugače pa to sem še hotel reči, da ne pozabim, se bomo dali v linke spodaj v zapiske. Bilo je kar nekaj referenc na Dr. Whoja, zato ker so poleg Tennanta tudi režiser, scenarij, vsi so povezani z Dr. Whojem. Skratka, ene par avtomobilov ima registrsko tablico Sid Rat, kar se nazaj prebere TARDIS. Potem ima ta Newt, ki ga sploh nismo danes omenjali. Skratka, private Newt. Ni bil najedajoč glede na to, kdo ga je igral. Ima pač krvato, ki spominja zelo na šal četrtega doktorja. Potem seveda mulci se pogovarjajo, kaj bi alieni rekli, če bi prišli na Zemljo. In eden od predlogov je seveda Exterminate, kaj pa drugega, ne? Daleki. In pa, ko tega jaz sicer sam nisem opazil, ko Crowley išče pač kam bi zbežal z Zemlje, kaj bo konc, je v knjigi, ki jo obrača oziroma neki, Extremely Big Book of Astronomy, ima tudi planet, ki se imenuje seveda Gallifrey, odkudar je Dr. Who. Tako da še ena taka mičkena referenca bomo dali spodaj za vse hujevce, da ne boste ostali brez. Vse 4. No, malo več pa nas je, da nekaj. Skratka, gledajte, berite. Ne, ponovadi so dobre stvari, 3, kaj še lahko dela. Lahko bi audio knjigo nabavil, I guess. Ne, dejansko, tega pa nismo omenili, obstaja audio verzija, radijska igra, ki je bila narejena za BBC. Jaz jo imam dejansko sem se takrat CD-je prav nabavil in mislim, da je da prav taka igra Agnes Nutter, igralka je bila tudi že tam. In so dejansko so imeli ful pa neke štale, ki so jo hoteli povabiti zraven, pa ni mogla in so rekli, dajmo, bomo, pač so pa neki okoli, da je iznesel, da je odigrala, mislim, da je tudi taka Anathema igra, da je bila v radijski igri. In tam v radijski igri sta tudi Prečet pa Gaiman not igrati, imata eno mini vlogo kot 2 policaja. Tako da je lušna zadeva, no. To je, evo to poslušajte. No, super. Pa mislim, verjetno se tudi na kakšnemu BBC temu playerju najde nekaj v programu. Najbrž. Skratka, to je to za ta denar. Prehajamo v rubriko, kaj gledamo, beremo, poslušamo. Mi smo danes celo nekaj cajta razmišljali, da bi povezali obe stvari, ampak potem nismo. Namreč z Igorjem sva pogledala Black Mirror, Mito je pogledal prvi del, Pižama pa zadnji del. Tukaj smo tam nekje, no. Skratka, nismo povedali, tako da lahko v tej rubriki najprej mogoče rečemo par besed o 3 delih Black Mirror, 5. sezone Black Mirror, ki sledijo Bandersnatchev kot, ne vem, uvodov v 5. sezono. Ja, rečemo. Skratka, kako so vam bili všeč 3 deli, oziroma mogoče najprej prvi, se imenuje Striking Vipers, režija Owen Harris, scenarij Charlie Brooker, ki je vse posnel, igra Anthony Mackie, naš priljubljen Falcon, oziroma zdaj novi Captain America. Ja. In Mantis. Potem je Mantis. Jahja Abdul Matin, drugi, in pa Nicole Beharie igrajo. Pač to so to Striking Vipers, skratka je epizoda, ki govori o tem, o neki virtualni izkušnji, neke videoigre, v kateri pač se lahko zelo
skoraj dobesedno preseliš tja, kar pač neka dva prijatelja začneta igrati neko igro in ugotovita pač, da se da seveda tudi seksati, ne, kakokoli. Vse tehnologija je iz Callisterja v bistvu vzeta, ki se že večkrat pojavlja in ona dva pač čisto doživita to igro in potem v bistvu se ugotovita, da njuno prijateljstvo je več kot zelo prijateljstvo. V igri. V igri. Mislim, ampak itak potrjuje to ono pravilo, da karkoli se na svetu izumi, se da uporabiti v pornografiji. Oziroma, tako moraš reči, v bistvu, če pornografija to ne uporabi, se sploh ne bo razvilo. Ne? To je v bistvu pravilo. Ne, to je dejansko, to je dejstvo. VHS-a pa DVD-ev. Če pornografija ne bi pograbila teh medijev, se ne bi razvila. Ne, gre že nazaj v fotografijo. In v bistvu, pa slikarstvo. V fotografiji ima William Gibson, je zbiralec erotičnih fotografij iz ameriške državljanske vojne. Zato, ker to je bilo prvi Hvala za ta fakt. Ja, ne, dejansko vojaki, ko so bili na fronti, so jim žene oziroma bebe svoje nude selfies valjda, dick pics, več pics, whatever. Več pics. JJ pics. Kar cele so bile nage. Samo že kar prej za določenimi bakrorezi v 18. stoletju, k v bistvu za izumom, tiska se seveda tudi potem potiskalo, da bi to bilo bolj množično. Kaj je Valvazorjeva skrivna zbirka? To bi bil dober roman. To bi bil dober roman. Ne, ker to obstaja. So. Valvazorjeve. No, to ne vem. Tako daleč ne bom šel. Bogenšperški bakrorezi. Tih coprnic, katere se iz cun vundevljajo. Meni je ta epizoda predvsem, pa to je ta, ki sem jaz pogledal, za ostale ne morem komentirati, ampak zanimivo. Meni se dopade, zaradi tega, ker ima ogromno zaslombe v tehnologiji, ki že obstaja. Po vrhu vprašanja, ki se danes pojavljajo, v bistvu glede spolnih identitet, pa ki ni vse tako enoznačno, da se tudi ona dva v delu se dobita potem in situ, pa reči, da dajmo se kušn, da vidimo, če to sploh funkcionira ali ne funkcionira. Enemu drugemu ne. Ampak na koncu se vseeno izide, da pač ima pa v virtualnem svetu to deluje, Tako da v bistvu so to neka velika vprašanja, v bistvu kako za spolnost, pa prijateljstvo, pa kako to preigravati ali pa se igrati s tem. Vsa ta tehnologija pa bolj ali manj že danes obstaja z virtualnimi očali, pa lahko kupiš celo obleke, ki te oblečajo v senzorje, pa napihljivimi blazincami. Ne vem, kaj je desno. Mi smo pa pač debeli. A to bo zdaj nov film Martina Lawrensa opisuješ? Mogoče Adam Sandlerjevo, ne vem, mislim, ne vem, jaz imam malo problem s to Glej, če cel cel govorimo o toksični moškosti in potem pridemo do scene, kjer se ona dva dejansko probate stepsti v živo in Dobro, to je bilo malo nasilo, ampak drugače meni se zdi... Razen tega je bilo vredno. No, dobro, tudi meni konc ni bil tako všeč, ker ta neka idila, pa zdaj pa mi bo žena dovolila, da vsak rojsten dan seksam svojim najboljšim prijateljem v virtualnem svetu. To je meni razlika z ostalimi Black Mirrori, ker ponovadi imaš zelo distopične dark konce, kjer se bodo, fuck, to je pa res bad, ampak to je pa nekako... Vem, ampak je pa malo nerealistično. Zakaj? Zato, ker svet ni lep. A to je bila antireferenca na Zlatko Harlamo 2019. Aljoša Harlamo, Zlatko disklata. Ja. Ne, pač malo je bilo nasilo. No, je pa res, da oba in prvi in tretji del imata oba neko pač kvazi razrešitev, ker res nismo bili vajeni pri Black Mirrorju. No, pa se drugi tudi. No, dobro, tudi drugi, mogoče. Skratka, to je bil prvi del, drugi del je Smithereens, ki sva ga gledala očitno sami dva z Igorjem. Ampak jaz ga priporočam, meni se je dopadel, ful je dober Andrew Scott. Andrew Scott je seveda izjemen, to je, če ne veste, gotovo poznate, iz Sherlocka, to je Moriarty. Sherlocka in Topher Grace, tudi igra pač. Topher Grace pa zgleda, da je dobil to vlogo, zato ker je Charlie Brooker gledal Klanovca, pa je rekel, ti znaš biti ful dober douchebag po telefonu. Body douchebag še enkrat, na telefonu. Skratka, tle imamo pa zgodbo, kjer Andrew Scott ugrabi nekega, pač več čas išče, kako ga bo ugrabil z neke firme, ki se imenuje Smithereens. Sam zato, da bi prišel do šefa tega, ki je nek
Zuckerbergov karakter, pač na pol robot, ki je izumil pač neko socialno mrežje in ki ga mu hoče pač Andrew dopovedati, oziroma povedati svojo tragično življenjsko zgodbo, da je pač v neki nesreči umrla njegova žena, zato ker on vmes čekira obvestila z tega socialnega mreža. Ja. In to je dejansko vse življenje. Hvala, skoraj mito, ker so ti spoilala. Ampak ne, ful je vredno narejeno. Edino, meni je bila tale najbolj skoraj všeč, ampak me je pa ful zmotilo, recimo v San Juniperu imaš zadnja scena, se pokaže servere in je Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. Tukaj je podobna ideja zadaj z Can't Take My Eyes Off of You, s tem, da ti jo šopa enih 20krat. Cel del, non-stop je ta komad, ker on pač gleda telefon na mesto cesto. In je malo to zloraba tega komada bila že na koncu mi je presedala. Vse ostalo v tem delu mi je pa ful v redu štimalo. In sploh konec, kar se zgodi, čist na koncu ne bomo spoilali, je pa brilliant. Zelo Black Mirror. Zelo, zelo dober. Čeprav meni še zmer prvi del bil bolj. No, pa imamo pa, jaz sem včeraj pogledal Rachel, Jack and Ashley 2, kar je pa v bistvu štorija igral v njej Miley Cyrus, igra neko pop zvezdnico, ki pač izda neko svojo lutko, ki ima posneta je po njenem umu, ali kako AI je narejen po njenem posnetku. In pač tle izvemo, da ima ona neko zlobno teto, ki jo pač izkorišča, spravi v komo in potem iz njenih možganskih valov prepisujejo pesmi. Zato, ker pač ona noče več pisati teh veselih, nekih verjami vase, vse lahko narediš, kar si zamisliš, neumnosti, no, skratka teh. To je bolj ali manj to. Notiga, jaz bi samo omenil še prej, notiga Madison Davenport, ki mi je zdaj že drugič padla v uko, ker je to punca iz Sharp Objects, tam je igrala Ashley Wheeler, punca od unga glavnega osumljenca, in je bila meni že tam izjemna. Super, in tu noč se mi tudi zdi, da je pač dobra, no, razen, ker pač edin ima tako ta karakterizacija, osnovna se meni zdi zelo, no, jaz sem srednjošolka, bom zdaj zgodbo napisala. A veš, tako, ne je umrla mama, a veš, in pol je ona samo mislim, tako je, sej itak greš na neke zelo veliko stereotipne vloge, tako je bilo malo pa tisto pol, vse skupaj je bilo tako malo klasično, vse je bilo. Ne, meni se je tukaj zdelo, da pač, je to, ampak oni so pač žanr zamenjali in namesto nekega distopičnega žanra so dali mladinski pustolovščino. To je pa res, in potem one tri z tole AI lutko grejo, ona mission, da bojo rešili in vkradejo avto. In seveda z unim avtom, ki zgleda kot zbutec. In pa s tistim avtom bizarnim drejo noter direkt na koncert, mislim, ker pustijo zadaj realizem in grejo tale otroški film v končni fazi narediti in so zelo vredu. In muska mi je tudi se ful dopadla, zato ker v bistvu 2 komada sta noter. Glasbene kritike. Oba sta v bistvu Nine Inch Nails in v bistvu Head Like a Hole v zelo pop verziji, ona poje na začetku in mislim, tam refren je I'm going to get what I deserve, najpač če verjamem vase in to. Pol pa še ima Right Where It Belongs, ko ga proba ustvarjati in potem, ko ji potegnejo iz glave, dobijo to verzijo, najpač v nekom matu od Nailsa in pol ga, viš imaš tisti prenos, kak ga narediti bolj catchy, popi in pol tek cuk. Še kar dober joke, na sodobno pop. Gramatik je tle tvitno, da prav, my favorite thing about season 5 episode 3 of Black Mirror is the notion of simultaneously playing all of the shows of a tour in one night while never leaving the house. Okay. To je pač kaj oni naredijo pač hologram nje in pač češ, da zdaj pa lahko si jo privoščite vsi. Čeprav to je, veš, pa grudež, kao oni kao, da bojo s tem služili, ne, sam veš, če pa imaš možnost, da ona nastopa vsak dan povsod, to za ekonomijo vstopnic ni glih vzpodbudno. Ampak lep vseeno si imel te scene pol v Vegasu, kjer več let nastopajo neki glasbeniki, pa zaslužijo milijone, ne vem, Britney Spears in tak dalje. V vseh šolah naenkrat. Živijo, Berte. Ne gledat, Berte. Pay no attention to the man behind the curtain. Ja, pa tudi to je bilo recimo Voldar, kako so oni predstavljali, ne, vse to sfejkano,
v tem prizoru, ta hologram, kako je zdaj pa to vse računalniško, zad pa je kazala ena oseba v tem motion senzorju, oblečena, ki pleše in se premika. Ja, sej. Ne, sem bilo pa tako čist lušten del, ne. V bistvu samo pač moraš pozabiti na to, da to bi zdaj, ne smeš pričakovati to hardcore distopije, ampak je full bolj tak, ne vem, neki. Ja, nasploh so tri deli zdaj šli kar malo neko druge smer, se mi zdi, no. Mislim, ne slabo, še zmer, mislim, da če primerjam še posebej recimo če primerjam s Twilight Zone, recimo še zmer boljš, ampak pač, bomo videli. Skratka, še kdo drug kaj gleda, bere, posluša? Velik. Ne, zdaj sem začel gledati, sploh ne vem, kdo je to priporočil, State of the Union. Ja, to smo mi že priporočili. Ste že priporočili, no, ta je zelo lušna. Zdaj bi tak treba omeniti, ker je Rosamund Pike nekaj dobila vlogo v Wheel of Time. Pa ta Wheel of Time, to bo za nič. To bo zakon. Čekaj, kdo od vas je že to bral, tako sem poslušal. Jaz tudi, ampak ne vsega, jaz nisem do konca. Pes je mrtev, Borut Golob. Beremo. Knjiga. Kaj beremo? Sorry, no, sorry. Ne gledamo samo televizije, eni. Čudaki. Super zadevca, ste brali že? Je še nisem. Omiti Drabo. Živa Mitja. Še slučajno poslušaš. Tip malo čez 40, ki dela, pač, itak pač, delam prek avtorske pogodbe v logistiki, ker to je res avtorsko delo, avtorsko prekladam za boje. Beži iz ene zveze, izkoristi smrt psa za to, da pač gre stran in potem imaš tako pol knjige skoraj vožnja z vlakom iz Ljubljane do Nove Gorice, pa zraven pač ta njegov... Kar je tudi zelo stilistično, ampak zelo ta pač klasičen Golobov, Borut, ne ta, da je to Borut, Golobov to seciranje družbe, seciranje nekega stanja s temi kratkimi ekonomičnimi, ciničnimi stavki in potem ki se najde v Gorici z eno, pač, ki se zbneta in imata pač eno noč samo zase. Pač, tako, roman o tem pač malo o pozabljanju, o začenjanju, ampak pa o nekih... Moram, imam zdaj človeka, veš, ko se ukvarjam, moram. Tako bo rekel, dobro se bere, ciničen je KPS in pa fukajo not. Evo, tudi to se tle si pa nas zgubo. Ne, bi sta tako full bralcev doma. Zato pa ne more da biti kresnika, sorry. Ljudje seksajo, ne mogoče. Kaj? Igor je hotel nekaj pripovedati. Jaz sem gledal film, kjer ljudje ne seksajo. O moj bog. Men in Black. Poj ni bil slovenski. Men in Black. Men in Black je... Hočeš reči, da Tesa in... Ja, cel zajeb, full zajeb tega filma je, pač ni pretirano, ona dva sta full... Ni pretirano, kaj? Nič. Nima nič od zgodbe, neke resne, ona dva sta full lahko smešna, ima nič ne dajo smešnega zapovedati, ona dva sta oba full hot, ni romanci med njima, akcijske scene so generične, in pol je Liam Neeson bad guy, fuck, spoiler, kdo bi si mislil? Jaz si nisem, zdaj pa ne bom šel gledati. Če pa film o tem, ona dva ne morete seksati, se zneseta nad vesoljem. Ne, samo nad Liamom. V zelo generičnem smislu. To je zelo generična situacija. Tako da ja, to je dosti dolgočasno. Ne priporočam pa, da zdaj, če ste gledali Černobil in bi radi še o tem, kak je ne sovjetsko, ampak kak so tudi drugi sistemi slabi in skorumpirani. Tale serija od Ave Duvernay, kak je že? Krško. O temu Central Park 5. Central Park 5 je full huda in vidiš, kako aretirajo tele When They See Us. To je naslov serije, na Netflixu je full je huda, odlično je posneta, Ava Duvernay je
mojstrica in zgodba je pa o tem, kako so eni muloti razgrajajo malo po parku, hkrati se na drugi strani parka zgodi posilstvo. In policija se odloči, da pa je zdaj treba kaznovati ljudi in da tele muloti, ki jih imajo najprej samo zaradi nereda, tam zaprte, jih najprej zaslišijo kot priče in potem se odločijo, ne, oni so krivi in jih zbuljajo do tega, da grejo do vsakega posebej. On je rekel, da si ti, oni se ne poznajo med sabo, ne. Pa reče, on, ki mu je ime tak pa tak, je rekel, da si jo ti posiljeval, ne. Kaj pa imaš ti zapovedati? A je on posiljeval? Ja. In to so 14-letni, 15-letni muloti. Po resničnih dogodkih je. Tipi so bili v zaporu pol svojega lajfa, preden so potem jih spustili, zato ker je eden tip priznal, da je posilil tisto žensko. In zelo znano je bilo takrat, ko se je to zgodilo, leta 1989, zato ker je eden newyorški poslovnež in gnida od človeka dejansko zbiral denar, da bi spremenili zakonodajo in v New Yorku uvedli smrtno kazen za te fante, ki niso bili nič krivi. Ta človek je bil Donald Trump in je tudi v seriji teh njegovih oglasov, da je treba tele mulete pobiti. Donald Trump, kdo je že to? Mislim, da v Simpsonovih enkrat bil. V Home Alone. Dvojki. No, skratka, serija je ful huda, ful pretresljiva. Ampak pa dobro vesolje dajo, boljš kot Daenerys. Še nismo preboleli. In je na Netflixu, drugo pa pač A te ste že kaj pogledali? Jaz sem gledal na 2 dela, kaj sta to, ki je zdaj BoJack Horseman spin-off. BoJack Horseman spin-off je. Ja, imaš 2 ptici. Zdaj sem pogledal zato, ker sem videl, da je tudi Tessa Thompson, Tuka and Bertie. Tukaj in Bertie in sta kao 2 ptici, živita tam v enem bloku, ena se odseli, ker je zdaj tipa dobila in jaz sem sicer gledal sami na 2 dela, ampak je tako, pač malo bolj uplifting, vsaj na začetku, ampak bojda, kakor sem bral kritike, pa pač itak sledi totalen raster, no, in je tako lušna zadeva. Karkoli od BoJack Simpsona. BoJack Simpsona. Karkoli je od BoJacka Horsemana je, mora biti fantastično. Je bolj gross over. Gledal sem še en doku, ki je optimistični in je v okolju. Ice on Fire. Optimističen doku o okolju. Ja, Leonardo DiCaprio nareta in to ni najbolj optimistična stvar. Kaj ga je naredil tale Vane Gošnik, pa je rekel, segrevanje ne obstaja. Ne, dejansko našteje probleme, ki so in potem najde rešitve, ki obstajajo, na katerih se dela, k čemur bi morali stremeti in je kar okej. Vedno sem govoril, da bo DiCaprio rešil svet. Ja. Če ga že Keanu noče. Ja. Keanu bo zdaj se prodal Marvelu, nima ceta. Ja, fulga trocka. Ja. Kaj pa bo Marvelu? Ne vem, neki hod našli mu bojo, magari mu najde. A bo Ghost Rider. Ja, se tudi hotel reči, če bo od Cagea prevzel. On želi igrati Wolverina, danes sem bral, da mogoče ne bi bil slab celo kot kaj že od Fantastic Four, doktor, ta glavni, veš? Ne Doom, ampak Mi to je zdaj udaril Igorja. Madlib. MF Doom. Ja, Plastic Man, pizda, varianta. Plastic Man. No, jaz pa berem zdaj Expanse, 4. del Cibola Run. Kaj je Cibola? Nimam blage še. Čebula. Ne vem še. It's Italian for čebula. Zanimiva postavitev, zato ker v bistvu zdaj se prvič odvija v drugem osončju in je zelo lokalizirano, pa je v bistvu takoj postavljena kao majhna skupnost enih settlersov, kot v Ameriki, veš, settlersi, ki so se nekaj postavljali, pa pride velika korporacija, ki hočeš jebati v glavo, da pač ne, to smo mi dobili z neko pogodbo, ker smo se zmenili tamle od zadnje, medtem ko ste vi kar šli naprej, to smo mi mogli drugače zmeniti in seveda tako nasilje, pa aliensko vprašanje in tako naprej. Tako da v bistvu zelo zanimivo, sem pa na polovici knjige, tako da bom več povedal naslednjič. Ja, kaj je najljubši policist? Ja, seveda, on pride malo reševati, pa ima takoj probleme, ker ne vem, kam se postaviti. Pa ne, mislim tega, ki je umrl.
Miller. Miller, Zraven. Okay. Koliko je pa serija, drugač pa še do kere knjige? Zdaj bo 4. Kaj serija se še spravljam gledati? Zdaj serija že promovira 4, pa glih zadnjič na Twitteru tudi objavil, da tale Murti, ki je v knjigi zelo taki full hood bad guy, je dobo, ne pozabil sem ime sicer igralcev, ampak so na Twitterju objavili in je isti tip kot v Game of Thrones, ki v Craster's Keep naredijo opor, ki ga Jon Snow zaštihal gobc noter. To je ta tip in je genau za to vlogo noter, res. Tako da to gledam, pa še zdaj 2 dela Jessica Jones, nove sezone sem pogledal. Ok, mislim, lovijo se še malo, ker je malo mešano med Jessico pa Trish. Prav je, da je zelo slabo. No. Bom še videl, zdaj sem rezerviran. Nisem uspel. Me pa skrbi Handmaid's Tale, no, ker ne da je zgodba šipa, ampak začne, malo sem... Te mutante zdaj, ki se jih noto pelali. ne bom nič spoilal, ampak bom pa tako rekel, da se mi zdi, da so malo zapadli v določeno estetizacijo nasilja, kar nikoli ni dobro. Ne. Prej so v bistvu, je bilo to vso nasilje nekako bazirano na zgodbi, na likih, na levo, desno. Zdaj pa je v bistvu bilo par elementov noter, ker je muska vse vklopila, pa nek požar, pa potem nek lik, ki je potem gledal tisti požar in nekako se mi zdelo, in se vlekli 5-10 minut in se mi zdelo, to pa zdaj že v bistvu malo se jajcate na neke tele estetske šote, pa kar neki. In to me malo moti, no, ker bo... Mene je zdaj resno skrbelo, da boš rekel, ker v prejšnjih sezonah je bilo nasilje proti ženskam usmerjeno, zdaj proti moškim, hišam. Ne, mislim... Končno. Skozi te moške plačijo dol, karkoli pogledaš, moški najebejo. Ne, mislim, iskreno me malo to skrbi, da ne bo to zapadlo v pretirano drkanje, no, samo tako. Ja. Sorry. Kaj smo prebrali? Ne, spomnim se še teoretskega dela. Alan Ford v Hiši cvetja. Lušna zadevca. Branko je dejansko Gradišnik, ki je prevedel tudi to knjigo Premaski, išla v slovenščini in je fino, no, tako pač to kulturološko, zakaj pač v Jugi bil dejansko najbolj popularen, da vseh še bolj kot v Italiji, pa glede na to, da je zdaj ta razstava, to ste verjetno že omenili v kakšnem podcastu, če likovna umetnost, ne, to vas pa boli kurac. Čakaj, malo. Je v narodni, ne. Pa če imate mularijo, pa bi jim radi predstavili umetnost, Roza je naredil fulušno knjigo, ki je tudi dobila 10-nico, pesmi iz galerije, kjer je vzel pesmi, slike iz Narodne galerije in potem pesmi o njih, na njih pisal. Lušno, super. Ni ta ne Priglkobe podobno delala z poezija plus sodobni slikar, 3 verzije. Možno, no, glavno, tle gre za to predstavitev teh in je zelo fino. Super. Ja, super. Roza je cool. To je že v knjižnicah? Ja, že. To je že v knjižnicah. Čakaj, to je že v knjižnicah, se pravi 5 besed, ki jih založnik zelo ne razume. To je že v knjižnicah. Dej. Ne, samo imam 3 manj, a je v Biblusu. A je v Biblusu, 1 manj. Avtori, ki imajo pogodbo na čez, mogoče jih ne moti ta stavek. Ampak če so pa po izvodih plačani... No, kot mož ilustrator, ker mislim, da knjižno namestila čist fajn. Ne, jaz se strinjam. Skratka, lahko je zdaj avtor povedal. To je dejansko regres naš. Čist. Pejte na morje, ljudje. Jaz sem že bil. I'm back, baby. Morčite je skoraj ugonobil. Ja, smo imeli sončne zadrege. Ljudje in ljudine, to je bila že naša 25. epizoda. V njej smo se pogovarjali o miniserijni knjigi Dobra znamenja. Knjigo lahko še vedno najdete v vseh bolje založenih knjigarnah, ter na spletu v založbe Sanje ali v knjižnicah ali očitno na Biblusu, serijo skratka na Amazonu. Poslušali ste torej podcast po imenu Obot, podcast za serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mito Zlohutnje Gegić. Mi tega nismo. I see a t-shirt coming. Skoraj kot boardman gets paid.
Igor, zakaj poslušate te podcast? Aljoša, nesi želeti stvari harlamo. In Boštjan, ki se iz cun ven devlje Gorenc, eni smo pač debeli pižama. Tokratno epizodo smo znova posneli v kinu Bežigrad, ki se mu zahvaljujemo za filmsko in siceršnje gostoljubje. Zapeljite se kaj v Drive-in kino, več informacij o programu najdete na spletu. Fantje, kje se vas najde na internetih, kot bi rekel že, najprej Gorenc, povej. Na Twitterju sem Pizama, na Facebooku sem Boštjan Gorenc Pižama in na Instagramu sem Stric Bedanc, pa ful vam bom čez poletje limal stvari, kjer mulci odgovarjajo na vprašanja v šoli, ker zaradi tega skakanja ven iz izložb. Ful pa brade.si pejte gledati. A še furate to? Ja, še. Do 100 bomo prelezali. Kje se pa Zdaj smo, mislim, da nek 95, 96 smo. 25. Kako najbolje proslaviti državni praznik? 25. Ne s trganjem neprimernih plakatov, ker je brez veze in dajte pozornost, ampak v Mursko Soboto, kjer smo na Grajskem dvorišču. Fuck. Torej zraven. Murska Sobota, to je v Sloveniji. Glede, da vi nismo imeli placa. Pižama je glikar upeljal tretjo alternativo. Zdaj, ko bo ta ena proslava, pa druga proslava, bo še pa ena. Kdor pa posluša obot, naj pa pride na našo proslavo. Ja, vsi vi 6 ljudi. Kar je populacija Sobote. Sobota je resno mesto. Čemurkoli v Sloveniji reče resno mesto. Dobro, no, tu neki kot tuj pa Velenje. Zdaj pa tiho. Trojane. Igor, kje se tebe najde na spletu? Kalendar Kuj na Twitterju, pa gledal bom, delam pa na Delu. Predvidimo, ja. Omens. Predvidimo. Mito? Budamit na Twitterju in Instagramu, vse posod pa dobri Mito. No, tle je tudi Al Harlamov na Twitterju, po druge Aljoša Harlamov. Dobri Mito. Dobri Mito, ja. Dobri Mito. Ki je ukradel vse Rime na Tito. Pa ne, no. Le, če te že primerjamo z reperjem, te vsaj z dobrim. Ne, to sem celo srednjo šolo poslušal pa osnovno. Res na Tito, ni bilo na Mita... Ne, Trefalt. Mito Trefalt, bolje Tito nego Mito, varianta vse. To je bilo vse, ja. A poznaš drugače tako ima tudi Mito ta? Pobral vam bom vse Rime na Ito. Kdo pa je Mito? Od tekočev. Aha, ok, nisem vedel. Tekoči kruh imajo Mitota. Koliko teh je? Ja, Mito je najboljši liricist iz tekočev. On ful dela in besednih iger, ima en komat, ki ima celega v palindromih narejenega. Igor, mogo bi biti onkraj 90-ih. Ti si vstal pri Dendrov and they're pretty rough, točno tako. Naj so šolci bas igrava, ne? Ja. A res? Dendrofi. Kako sta vidva fancy, That's how it is. So domari, bolj strici. Lepo. A ste kaj brali pesniško zbirko, neka nova Slovenija, Harlamov nekaj? Ne, to ne resno. Ne bomo zdaj mlajšemu bratu pa ne delamo reklame. Ne, lahko bi, zato ker sem jaz dal za naslov. Človek je meni dal najboljšo izkušnjo Ptuja. Človek je dal meni najboljšo izkušnjo Ptuja v življenju. Ne, že spet ta štorija. Ne bom. Ta bo potem, ko ugasnejo mikrofoni in se zatemnijo luči. Ko zvezde govorijo. Ko pride Bog. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, toplo priporočamo Castbox, dajte nam kakšno oceno na iTunesih, dokler še obstajajo, podprite platformo Aparatu z odličnim izborom podcastov za vsakega in če bo v naslednjih dneh slučajno konec sveta, naj vas to laži misel na to, da ste uspeli poslušati skoraj celotno prvo sezono podcasta Obot in da se nam boste pridružili v peklu. Na Twitterju nas najdete kot podcast Obot, na Facebooku smo podcast s K-jem, Obot brez pikic, tako je tudi na Instagramu, tam delimo rajcerje, prikolice in druge zanimivosti.
Tja lahko usmerjate vprašanja, pripombe, komentarje, prerokbe o športnih izidih in cenah delnic, pritožbe, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Za vas najbrž naslednjič izbiramo med Pike možem in čudnejšimi rečmi. Pustimo se presenetiti in se slišimo spet čez 2 tedna. Pižama, hoče še nekaj povedati? Prosim, ja, Pižama. če bo konc sveta, pa dejansko bodo poslušali celo prvo sezono Oboda, ker to bo vse, kar je bilo posneto v prvi sezoni. Samo ne bo cela sezona, ne bo naše. Ja, še en del je. Ultimativni zadnji del, tako. Prve sezone. Tudi če bo konec sveta bo. Ja, to pa bo, ja. Kaj? Ne, pač pravim, če bo pred zadnjim delom konc sveta. Ja. Upajmo, da ne. Ampak bodo pač potrpeti poslušali ljudje to. vse, kar je bilo posnetega. Ja, Zdaj veš, kaj hočem, logika. Razumem, Ja, kaj bo hočeš, z umetniki se pogovarjamo. moj Sorry, bog. ampak mi imamo Vi koncept, čutite, vi Mi ste imamo na koncept. višji ravni. mi imamo koncept in vemo, da bo ena stvar manjkala. Jaz ne čutim nič. Skratka, poslušajte 26. The new epizodo. Aquarius. Ne? Okay, na tej This točki. is the dawning of the... Fanti, mislim, da tibetanci trkajo. Ja, Nucajo našo opazovalnico. ljudje, ljudje ne, lahko noč. Lahko noč.